Tim Gajser po 5 dirkah sezone kraljuje na vrhu razreda MXGP v svetovnem prvenstvu v motokrosu. Na progi pri Lipe pri Brežicah smo bili priča prvi dirki sezone Elf Motocross državnega prvenstva Slovenije. Trije slovenski vozniki z licencami AMZS so se udeležili 2 enduro dirk Evropskega prvenstva, ki sta bili na Portugalskem. Krško je bilo prizorišče prve dirke državnega prvenstva v Speedwayu za mlade upe od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih. Mladi slovenski motokrosisti so tekmovali v mladini na Hrvaškem na dirki Evropskega prvenstva jugozahodne cone. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tim Gajser v svetovnem prvenstvu v motokrosu v razredu MXGP tudi po 5 preizkušnjah sezone kraljuje na vrhu razpredelnice. Prvi zasledovalec Romain Febvre za njim zaostaja 39 točk. Na Sardiniji mu na mehki mivki v Riola-Sardu ni šlo vse tako, kot si je želel. Vseeno je po 2 vožnjah prišel na oder za zmagovalce in osvojil 3. mesto, ter tekmecem ni dovolil, da bi pretirano zmanjšali razliko v skupnem seštevku. Že na dirki za veliko nagrado Trentina pa je vnovič demonstriral superiornost ter konkurentom pokazal, kdo je v tem trenutku najboljši motokrosist sveta. V prvi vožnji je z velemojstrskim prehitevanjem Romaina Febvra pokazal, kako se to počne na ozki progi, v drugi pa je nato postavil piko na i ter s tem razveselil tudi številne slovenske navijače ob progi Čiklamino, kjer je vknjižil že 52. zmago na dirkah za veliko nagrado v karieri. Res 2 vrhunski vožnji, dobri štarti, preštudirana tekma, tako da res super, je bilo res super nedelja in upam, da bo veliko takih še naprej. Zelo dobro tekmuje tudi Jan Pancar. Velike nagrade Sardinije se mu ni posrečilo izpeljati po načrtih. Mehka mivka mu ni pri srcu in mu nikakor ne ustreza. Zato pa je na dirki v Pietra Murati pokazal, kaj zmore in česa je sposoben. Odpeljal jo je imenitno ter si privozil 9. in 8. mesto, kar je skupno na dirki prineslo 7. mesto, na katerem med svetovno elito motokrosa še ni bil. To je dober obet za nadaljevanje sezone, v kateri lahko z nekaj sreče letvico dosežkov še malce dvigne. Lepa in sončna dirkaška sobota. Sezona Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu se je začela in že za uvod ni manjkalo zanimivih dirk v 7 tekmovalnih razredih, v katerih so dirkači z drznimi in dinamičnimi vožnjami navduševali številne obiskovalce na motokros progi pri Lipe. Vozniki z licencami AMZS od prvega do zadnjega so bili pripravljeni na progi pustiti srce. Na njihovi strani je bilo tudi vreme, saj so jim že kar poletne temperature po dolgem zimskem premoru pošteno pogrele kosti. Da je bil dan poln energije, so s pogumnimi, predvsem pa že za uvod v tekmovalno sezono, hitrimi vožnjami poskrbeli najmlajši ljubitelji motokrosa. Ti sicer tekmujejo v pokalnem prvenstvu, toda dirkali so kot veliki. Razred zase je bil Maxi Rep, ki je dobil 2 vožnji. V prvi kategoriji, ki šteje za točke Elf državnega prvenstva v motokrosu MX65, so morali slovenski fantje začasno premoč priznati Eliasu Ederju iz Avstrije. Toda Vid Rus in Matic Žibek se zavedata, da je bila tole ena dirka od mnogih. Na že nekoliko večjih motorjih MX85 je Taj Goleš še enkrat dokazal, da ga krasi nesporen dirkaški talent. Hitro se je odpeljal tekmecem, tokrat mu ni uspel slediti niti njegov največji tekmec v zadnjih letih, Alex Novak, ki je bil skupno 3. Med obema pa se je zvrstil Tim Retnik.
Vožnja je bila proga dosti suha, meni je bila všeč, drugi so jo zalili, tako da je bilo v redu. Bila je konkurenca, sem obeh vožnjih vseeno zmagal. 10 dirkačev se je predstavilo v razredu MX125 in v njem je imel glavno besedo lanski državni prvak Lukas Osek, ki je vknjižil prvih 50 točk v sezoni. Za mladeniča celotna dirkaška preizkušnja ni bila lahka, saj dirka v dveh različnih tekmovalnih kategorijah. Peljal sem dve kategorije, 125 in MX2. 125 sem naredil drugi čas in na obe dirke zmagal. V MX2 sem pa bil dvakrat na tretjem mestu. Proga je bila v redu pripravljena, zadovoljen sem z današnjim dnevom. Še najbližje mu je prišel Val Slavec, na zmagovalnem odru pa se jim je pridružil Jaše Lovšek. Preden so na stezo zapeljali še dirkači v razredu MX Open in MX2, so ovinke sekali in skoke polagali veterani 40 in 50. Kljub starosti so dokazali, da še zdaleč niso za staro šaro. Nekateri so neznansko uživali, drugi nekoliko trpeli, a vsi prišli celi v cilj. V nižji veteranski kategoriji 40 je zmagal Borut Koščak, v najstarejši kategoriji veterani 50 pa je pokaz za prvo mesto dvignil Leon Ferš. Omenili smo že, da je v razredu MX2 dirkal zmagovalec 125-kubičnega tekmovanja Lukas Osek, ki je moral premoč priznati dvema res posebnima dirkačema. Zmagal je hrvaški voznik Šimun Ivandić, drugi pa je bil Izraelec Ofir Casey Cemah. Tla so se zatresla, ko so dvakrat za 25 minut na progo zapeljali dirkači razreda MX Open. Tako hitro so vozili, da se je kar kadilo za njimi. Za skupno zmago sta se udarila Denis Jakša in Miha Bubnič, ki sta lani v boju za naslov državnega prvaka ostala praznih rok. V dirko sta krenila še posebej motivirana. Jakši je zmagal prvi vožnji uspel veliki met in čeprav je bil drugi le tretji, je bilo to dovolj, da je vknjižil skupno zmago. Bubnič je zbral 44 točk, eno manj kot zmagovalec za skupno drugo mesto. Matija Kelava pa je bil tretji. Nekaj težav z iskanjem špur, ampak na prvi dirki sem se super zbral, odpeljal vrhunsko, zmagal z lepo prednostjo. Drugi vožnji dober štart, malo zaspanosti na koncu tretji, ampak skupno prvo mesto, super zadovoljen. Sezona državnega prvenstva se bo nadaljevala konec aprila, na dan upora proti okupatorju se bo motokrosistična karavana znova zbrala v Prilipah. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Portugalska je gostila dve preizkušnje evropskega prvenstva v enduru. Udeležili so se ju trije Slovenci z licencami AMZS. Gal Hauptmann je vozil v razredu Junior 1, Nik Podobnik v razredu Junior 2, Nace Jelenc pa v mladinski kategoriji. Prvo dirko je gostil Santiago de Casain. Vsi trije slovenski vozniki so imeli kar nekaj težav z mehko mivko, ki je niso vajeni. Današnjim dnem sem kar zadovoljen, kljub manjšim padcem, ki sem sedel na specialih v globoki mivki. Treba bo še veliko delati, sploh na mivkasti podlagi, katere žal nismo navajeni in jo tudi v Sloveniji težko vozimo. Vseeno se na zanje težki podlagi niso predajali in so se z njo borili do konca. Speciali so bili zahtevni, nabile so se globoke luknje, bila je zelo šibka mivka, tako da je bilo res kar velik napor. Hauptmann je vknjižil 2/4 mesti, Jelenc je bil dvakrat 14, Podobnik pa v soboto 15 in v nedeljo nato 12. V FAF je slovenska trojica prišla z izkušnjo iz Santiaga de Casaima. Tokrat jim je predvsem v soboto nagajal dež, ki je razmočil terene, po katerih so vozili. So bili pogoji na začetku kar zahtevni, zelo spolsko, mokro, pa enkrat sem vstal v blato, tako da nisem prišel ven, smo pol morali motor stopati. Ne glede na to se je izkazal, saj je ob koncu dneva zasedel tretje mesto v kategoriji Junior 1. Odpeljal sem
po svojih najboljših močeh. V nedeljo je proti koncu demonstriral, da se lahko kosa tudi z najboljšimi v tem razredu. Na koncu dirke sem tudi začel pritiskati, postavil sem skoraj najboljše cajte, na svoji sem bil na zadnje 3 speciale prvi cajt naredil. Žal tokrat to ni zadostovalo za zmagovalni oder, za katerim je na 4. mestu zaostal zgolj 10 sekund. Podobnik se je v razredu junior 2 v soboto spopadal z zahtevnimi razmerami. Na koncu pa mu je odpovedal motor in je ostal brez uvrstitve. V nedeljo mu je šlo bolje in se je na koncu uvrstil na 12. mesto. Jelenc je tekmoval v najštevilčnejšem mladinskem razredu. Kljub nekaterim napakam se je izkazal in je oba dneva osvojil 13. mesto, kar mu je skupaj prineslo novih 6 točk za skupni seštevek v razvrstitvi za evropsko prvenstvo. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Stadion Matije Gubca v Krškem je bil prizorišče uvodne preizkušnje državnega prvenstva v speedwayu za mlade voznike od 12 do 16 let na motorjih s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. Dirko so pripravili člani AMD Krško, ki so imeli v Svenu Cerjaku in Gregorju Zorku močna aduta za zmago. Bil sem kar živčen, imel sem tremo, istočasno sem bil pa pripravljen na dirko, vedel sem, da mi je lahko rata. Tekmovanja se je udeležilo 15 voznikov. Fantje iz Estonije, Italije, ZDA, Danske, Slovaške, Češke in Velike Britanije so pošteno zaostrili konkurenco. Od prve vožnje pa do finala so lahko številni gledalci lačni speedwaya spremljali ostre in brezkompromisne boje na stezi, na kateri so se vsi trudili po svojih močeh. Track in Krško is good because I ride third and I like it. Cerjak, sicer branilec naslova državnega prvaka, je znova pokazal, da tudi letos tekmecem ne namerava popuščati, čeprav v rednem delu ni dobil vseh voženj, saj sta ga ugnala tako Britanec Cooper Russian kot Danec Vilac Pedersen. I just worked the bike as hard as I could and try to beat him. Unfortunately, I did. Tako da mi je vmes že malo dol padalo vse, si že skoraj zgubil upanje za zmago. Uvrstil sem se v finale, zbiral sem drugi, zbral sem C pozicijo. Zorko se je prav tako spogledoval s finalom, a mu je to preprečil padec v 12. vožnji. V izhodu se mi je smo bila dosti skupaj, polje pa jaz sem bil na zunanji strani, on je bil na notranji in je zapeljal proti ograji, pa mi je vzel prvo gumo, pa sem pa pal. V finalu je Cerjak točno vedel, kaj mora storiti in kako voziti. Bil sem pripravljen, ker enega močnega konkurenta sem imel na moji levi, drugega na moji desni. Tako da sem bil pripravljen, da bom zapiral in eno in drugo stran, tista, ki bo takrat najbolj potrebna. Načrt je deloval brezhibno od štarta pa vse do konca finalne vožnje. Ugotovil sem, da Anglež probava sam zunanji, po zunanji liniji isto Vilac Pedersen. Tako da nisem šel na notranjo, ampak sem ustrajal na zunanji poziciji. To mu je prineslo prvo mesto na odru za zmagovalce na uvodni preizkušnji sezone. Zmagal sem to dirko, tako da sem zelo vesel, zelo sem zadovoljen, tako da super. Na drugem mestu je stal Danec Vilac Pedersen, tretji pa je bil tokrat Čeh Karel Pruša. Mladina na Hrvaškem je gostila drugo dirko Evropskega prvenstva voznikov jugozahodne cone za mlade upe motokrosa z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. V šibkejšem razredu je bil najboljši Slovenec Vid Rus, ki je osvojil 13. in 25. mesto. Matic Maček je bil 19. in 16.
Matic Žibek 17. in 18., Vid Planko pa je ciljno črto prečkal na 31. in 32. mestu. V močnejšem razredu sta tekmovala Taj Goleš in Aleks Novak. Slednji je v prvi vožnji osvojil 22. mesto, v drugi pa je bil 16. Goleš je v prvo zasedel 40. mesto, v drugo pa se je v cilj pripeljal 13. V nedeljo 20. aprila bodo na dirkališču Pannonia Ring tekmovali za točke državnega prvenstva cestno-hitrostni motociklisti. V ponedeljek 21. aprila bodo motorji hrumeli v Vrtojbi, kjer bo na sporedu druga dirka sezone državnega prvenstva za mini cestno-hitrostne motocikliste. V soboto 26. aprila se bodo prvič letos za točke merili voznice in vozniki v državnem prvenstvu v trialu na dirki, ki jo bodo pripravili člani AMD Kočevje. Sobota 26. aprila bo Krško v znamenju kvalifikacijske dirke parov v Speedwayu za evropsko prvenstvo. V nedeljo 27. aprila bodo člani AMD Brežice na progi pri Lipe pripravili drugo dirko Elf Motocross državnega prvenstva Slovenije.